Upam, da se vsi dobro slišimo. En lep pozdrav vsem vam. Čestitam za en tak lep uspešen dogodek in vse dosedanje predstavitve. Res človek, ker nima dovolj znanja in vedno se sliši kaj novega in zanimivega. Andreja me je danes povabila k predstavitvi na temo cvetnega prahu. Verjetno veste, da tudi na Čebelarski zvezi Slovenije delamo veliko na tem področju, predvsem odkrivanju hranilnih in funkcionalnih sestavin slovenskega cvetnega prahu, kar se mi zdi izredno pomembno za širjenje informacij, ozaveščanje tako apiterapevtov kot tudi splošnih potrošnikov o njihovih koristih. Tako da moje današnje predavanje bo nekako delno obarvano o njegovi hranilni sestavi, delno pa tudi za apiterapevtskega vidika, ker je tudi to en pomemben vidik same uporabe. Zdaj, glede načina pridobivanja cvetnega prahu za potrebe raziskav je več in največkrat je tisto ročno pridobivanje s pomočjo iz prašnikov semenskih rastlin izredno težavno, zato tudi večina raziskovalcev po svetu uporablja pomoč čebel. Vemo, da ima čebela takšno telo, ki omogoča pridelavo in pridobivanje cvetnega prahu, ki ga seveda prvenstveno izkorišča za opraševanje rastlin, seveda delno ga pa nabira tudi za lastno prehrano in velikokrat na predavanju, predvsem za čebelarje, poudarim, da čebelja dročežina lahko preživi zelo dolgo z tem, da je nekako vzdržuje prehrano na medu, ampak brez cvetnega prahu ni pa nič. Tako da če cvetnega prahu ne bi bilo v prehrani čebel, tudi one same ne bi preživele. In seveda cvetni prah nabirajo na različnih rastlinah, kar jim omogoča raznovrstno prehrano. Načeloma, ko jih pa opazujemo, vidimo, da je tista grudica cvetnega prahu oziroma grudici cvetnega prahu, ki jih prinesejo nazaj v čebelji panj, več ali manj ene barve in seveda posledično to predstavlja, da je tudi ta grudica sestavljena prvenstveno v velikem deležu samo iz ene rastlinske vrste, se pravi, ko pa se dela potem botanična identifikacija, pa se lahko tudi v eni zrni najdejo tudi cvetni prahovi še kakšnih drugih rastlin, ki se bodisi prelepijo zraven, kakšne vetrocvetke oziroma v samem procesu pridelave cvetnega prahu pridajo v grudico. Čebelarjem vam posebej ne rabim poudarjati, kako ta proces nabiranja cvetnega prahu poteka. Vemo, da čebele pri tem izkoriščajo svojo slino, medičino iz mednega želodčka in tele drobne mikroskopske strukture peloda cvetnega prahu lepijo med seboj in seveda spravljajo v posebni strukturi na svojih zadnjih nožicah, ki se imenuje ta koška. Pridobivanje cvetnega prahu osmukanca je predvsem ne tako stara dejavnost, da tako rečem. Vemo, da cvetni prah čebele uporabljajo za lastno prehrano in kot takega ga seveda vnesejo v panj, kjer ga shranijo v celicah satja. Seveda za uporabo v humani prehrani pa so čebelari oziroma nameščamo na svoje čebelje panje osmukalnike, ali so te zunanji, ali so te notranji, je to spet eno drugo poglavje, kar se tiče same tehnologije pridelave cvetnega prahu oziroma kateri je boljši, kateri je slabši. Važno je, da pač čebelar pristopa k pridelavi cvetnega prahu v skladu z dobro čebelarsko prakso in da predvsem skrbi za higienski način pridobivanja cvetnega prahu, ker v osnovi je mikrobiološko to zelo občutljiv pridelek in se v tem tudi zelo razlikuje od meda in primerna higiena pridelave, morebitne obdelave in skladiščenja so seveda izrednega pomembnega pomena za pridelavo kakovostnega in varnega čebeljega pridelka. Zdaj tole naše ime osmukanec v večini niti ne nekako uporabljamo v samem pogovoru, se bolj nanaša na sam tehnološki vidik pridobivanja, se pravi osmukanje cvetnega prahu iz samih nožic, ko čebelje stopijo skozi osmukalnik, tako da načeloma cvetni prah velja poimenovanje tudi
pač pomeni eno in isto, kakor mislimo s tem usmukanec in ne tisto mikroskopsko strukturo, ki je tudi poimenovana cvetni prah oziroma pelod. Kot rečeno, za čebele predstavlja cvetni prah osnovno prehrano, ki vsebuje beljakovine, vitamine, minerale, ostale sestavine, seveda pa predstavlja tudi ugodno hranilno sestavo v prehrani ljudi, ker v bistvu vse te sestavine so tudi sestavine, ki jih ljudje potrebujemo za normalno delovanje našega organizma. Se pa seveda cvetni prah in njegove vsebnosti hranilnih, pa tudi funkcionalnih snovi zelo razlikujejo glede na botanično poreklo, se pravi glede na to, iz katere rastline cvetni prah izvira, tudi geografsko poreklo, podnebje, čebelarsko prakso in tudi obdobje pridobivanja, recimo spomladi cvetijo neke druge vrste, kakor v jeseni in tako naprej. In seveda številni raziskovalci po svetu, predvsem zaradi te ugodne hranilne sestave, namenjajo veliko pozornosti tudi proučevanju njegovih funkcionalnih lastnosti in še nadgradnjo ugoden vpliv na zdravje. Zdaj, študije res večinoma... Nataša, povečaš predstavitev čez cel zaslon, prosti. Študije večinoma so opravljene v tujini in vemo, da recimo težko govorimo o podobnih hranilnih oziroma funkcionalnih lastnostih cvetnega prahu, ki je pridelan na Kitajskem ali Portugalskem, v Južni Afriki ali Avstraliji, ker vemo, da se pač naše rastlinska pestrost izredno razlikuje. Zato je izrednega pomena, da se te raziskave delajo tudi na lokalnem oziroma na cvetnem prahu iz geografskega območja, v katerem živimo in seveda iz katerega ta cvetni prah tudi izvira. Do sedaj upravljene študije, predvsem v zadnjih letih, kakor je predstavljen tukaj pregled objav, kažejo, da ima cvetni prah višjo oziroma enako hranilno vrednost v primerjavi s stročnicami, predvsem na račun vsebnosti beljakovin, maščob, nekaterih elementov, tudi količina vitamina B3 in B5 je primerljiva s količino v govejem mesu in tudi vitamina C primerljiva z količino v zelenjavi, predvsem se to nanaša na solato in paradižnik. Cvetni prah je v osnovi, da tako rečem, uporaben široko, predvsem v smislu ugodnega vpliva na imunski sistem, povečuje odpornost organizma, zato obstajajo tudi nekatere študije. Ugotovljeno je na njem protikancerogeno, protiaterosklerotično in protidiabetično delovanje, priporoča se pri podhranjenosti, pomanjkanju energije, apatičnosti, tudi za povečanje fizične in psihične sposobnosti. In seveda, tako kot pri ostalih čebeljih pridelkih, se najprej začnejo kakšne klinične študije izvajati na živalih, preden se gre na študije na ljudje. In seveda nekatere klinične študije tudi potrjujejo, da podaljšuje življenjsko dobo, pripomore k pridobivanju telesne mase, ima vpliv tudi na količino hemoglobina v krvi ter oskrbuje tkiva z vitaminom C in magnezijem. Kot dodatne koristne lastnosti se ga zelo priporoča za uživanje po okrevanju, po operativnih posegih ali pa tudi pri ljudeh, ki imajo recimo težka fizična pa tudi psihična dela. Obstajajo tudi študije glede zmanjšanja neugodnih učinkov kemoterapije in radioterapije, predvsem pa se ga tudi spodbuja za vključevanje v prehrano otrok s slabim apetitom in tudi pri podhranjenosti, tako da malo kdo, ko se pogovarjam z njim o cvetnem prahu, pa ima mogoče kakšno alergijo, si misli, ja, to je pa neka stvar, ki pač dejansko ni zame, ampak tudi v osnovi je cvetni prah eden izmed faktorjev oziroma sestavin, ki se uporablja tudi pri zdravljenju celo različnih alergij in tudi simptomov na različne alergije, ki jih imajo ljudje oziroma jih tudi razvijajo tekom svojega življenja.
Ne glede na vse te dodatne oziroma vse te študije, ki nekako cvetnemu prahu ne pripisujejo samo tiste osnovne hranilne vrednosti, ampak še neko dodatno vrednost, ki nekako vpliva na naše dobro počutje, celo izboljšanje določenih bolezenskih stanj, se seveda pojavljajo potrebe po standardizaciji kemijskih parametrov, pa tudi, da se vzpostavi neki kriteriji kakovosti za cvetni prah. Zdaj, za točno določena živila obstajajo pravilniki in točno vemo, kakšna so lahko v prehrani, da jih lahko uporabljamo, za cvetni prah, pa tudi recimo za mleček, propolis, do sedaj ni nobenih podlag, katere bi lahko oprijeli, da je pa to neka osnova za kontroliranje njihove kakovosti. Zato nekatere države postavljajo predvsem nacionalne kriterije kakovosti in predvsem kot en izmed kriterijev kakovosti navajajo vsebnost vode. To pa zaradi tega, ker je ta vsebnost vode v svežem cvetnem prahu izredno velika in kakor je v takem matriksu veliko vode, pa zraven tudi beljakovin in ostalih hranilnih komponent, je to tudi zelo ugoden medij za razvoj različnih mikroorganizmov, tako da predvsem nekatere države postavljajo te omejitve glede vsebnosti vode in dajanje na trg cvetnega prahu, ki je nekoliko obdelan oziroma posušen, da tako rečem, ker ga na tak način nekoliko mikrobiološko stabilizirajo, čeprav vemo, da po drugi plati vam s to toplotno intervencijo odvzamejo, se pravi del vode, pa tudi poslabšajo nekatere hranilne in funkcionalne lastnosti. Tako da že več kot 10 let nazaj je ena skupina strokovnjakov predlagala, kakšni naj bi bili kriteriji kakovosti posušenega cvetnega prahu, ki se na žalost še vedno največ uporablja v prehrani ljudi in v bistvu te kriteriji opredeljujejo vsebnost vode, ki naj bi bila pod 10%, ker le takrat je pač onemogočeno delovanje mikroorganizmov, predvsem kakšnih kvasovk, ki bi povzročile fermentacijo. Določena je tudi vsebnost pepela, beljakovin, sladkorjev in maščob nekako kot osnovne minimalne zahteve glede njegovih kriterijev kakovosti. Zdaj, načeloma, na splošno smo tudi v Sloveniji do sedaj izvedli kar nekaj raziskav hranilnih lastnosti slovenskega cvetnega prahu. Predvsem pri cvetnem prahu je izredno interesantno to, da ga je zelo težko standardizirati, to pa sami veste, da čebele oziroma vsak panj posebej kaže različno dovzetnost za nabiranje cvetnega prahu in zvečer, ko prideš pobrat cvetni prah, je noter mešanica grudic različnih barv in to pomeni, da vsaka barva je neka botanična vrsta, ki prispeva več ali manj neke hranilne lastnosti, neke hranilne vrednosti določenega nutrienta in zaradi tega je standardizacija predvsem nekih mešanic cvetnega prahu izredno težavna. Nekoliko lažje je seveda pri monoflori, se pravi pri enovrstnem cvetnem prahu, ampak glede na našo biotsko pestrost v Sloveniji in glede na razpoložljive možnosti pridelave, ugotavljamo, da je recimo pretežno pridelava enovrstnega cvetnega prahu možna le na kakšnem regradu, zelo zgodaj spomladi, cvetnem prahu pravega kostanja, tudi v jeseni na kakšni ajdi, pa recimo oljna ogrščica v Pomurju, kjer so res tista ogromna polja, da lahko pridobimo pretežno že od čebel enovrstni cvetni prah, vse drugo je pač treba ročno ločevati. Na tele preglednici na levi strani je predstavljena hranilna sestavina večvrstnega cvetnega prahu iz Slovenije in če pogledate, vrednosti so vedno od do, prav zaradi tehle mešanic in različnih botaničnih vrst, ki prispevajo hranilne vrednosti in kot rečeno v veliki večini oziroma najbolj zastopana komponenta v cvetnem prahu so ogljikovi hidrati,
Mogoče je najbolj izpostaviti predvsem te izkoristljive ogljikove hidrate. Sem sodijo predvsem sladkorji, fruktoza, glukoza, saharoza, nekaj tudi ostalih višjih sladkorjev in med ogljikovimi hidrati velja izpostaviti predvsem prehransko vlaknino. Govorimo o tem, da je cvetni prah dober vir prehranske vlaknine. V bistvu vsi vzorci iz naše raziskave so nakazovali, da vsebujejo več kot 6 gramov skupne prehranske vlaknine v 100 gramih cvetnega prahu, kar pomeni, da bi lahko cvetni prah kot sam izdelek okarakterizirali tudi s prehransko trditvijo, visoka vsebnost prehranske trditve, ker to je evropska zakonodaja tudi omogoča. Na to sledijo beljakovine. Cvetni prah vsebuje v osnovi tako esencialne kot tudi neesencialne aminokisline. Že v začetku je gospa magistra povedala, da vsebuje kar do 50% esencialnih aminokislin in res je tako. Tudi v naši raziskavi smo ugotovili, da tam od 40 do 44% esencialnih aminokislin je prisotnih v cvetnem prahu. Vsebuje tudi maščobe, pepel in vodo, ki je tisti element oziroma kriterij kakovosti, ki pač cvetni prah nekako daje med tista mikrobiološka občutljiva živila, zaradi česar moramo pač pri njegovem odvzemanju, shranjevanju tudi skrbeti, da je ustrezno in da ni tako, ki bi bilo potem sam izdelek podvržen mikrobiološkemu kvaru. Tako da v osnovi priporočila glede uživanja cvetnega prahu 1 do 2 žlice na dan lahko rečemo, da s tem večvrstnim cvetnim prahom lahko pokrijemo le tam zgolj do 10% priporočenih dnevnih količin po beljakovinah, ogljikovih hidratih, maščobi in prehranski vlaknini. Če ga pač uživamo več, pa seveda so ta pokritja lahko tudi večja. Izmed vseh čebeljih pridelkov ima cvetni prah tudi izredno pestro mineralno sestavo, se pravi elementno sestavo. V njemu so prisotni predvsem kalij, fosfor, žveplo, kalcij, klor, pa tudi mikroelementi kot železo, mangan, cink in ostali. In v bistvu tudi elementi so esencialni za naše življenje in na dan moramo seveda zaužiti neko določeno količino elementov in recimo največ priporočenih dnevnih količin z uživanjem večvrstnega cvetnega prahu lahko pokrijemo po fosforju, cinku, manganu in železu. Seveda v nadaljevanju oziroma v prihodnjih letih nas še zelo zanima prisotnost vitaminov v cvetnem prahu in tudi drugih bioaktivnih spojin, predvsem fenolnih spojin in antioksidativne učinkovitosti, tudi protimikrobnega delovanja. Nekatere raziskave z tega področja so bile že izvedene, tako da lahko rečemo, da so etanolni ekstrakti slovenskega cvetnega prahu, na njih je bilo dokazano že protimikrobno delovanje proti Escherichia coli in Campylobacter jejuni, ki sta bila v pozitivni povezavi z vsebnostjo skupnih fenolnih spojin, ki so bile prisotne v cvetnem prahu, vendar ta kombinacija ni vedno pravilo, tako da v določenih primerih skupna vsebnost fenolnih spojin, če je visoka, ni nujno, da opredeljuje tudi dobro protimikrobno učinkovitost. Mogoče, če se vrnem na prehransko vlaknino, recimo zelo zanimiva zadeva je ta primerjava. Vidi se, kako večvrsten cvetni prah oziroma cvetni prah pravega kostanja, oljne ogrščice, kakšne količine prehranske vlaknine vsebujeta na 100 gramov v primerjavi recimo z drugimi živili, recimo kot so brokoli, čebula, endivija, grah in stročji fižol in tako dalje. Lahko razberete, da je tukaj vidno, da je cvetni prah res dober vir prehranske vlaknine in recimo le meni se zdi, da na tem seznamu sta 2 živila, recimo fižol pa laneno seme, za katero že v splošnem velja, da je zelo se ga tudi uporablja zaradi prebave, vsebuje take velike količine prehranske vlaknine. Zakaj pač izpostavljam prehransko vlaknino? Predvsem zaradi tega, ker sodi med varovalne snovi, ker zmanjšuje energijsko gostoto hrane. V današnjem času zaužijemo premalo sadja in zelenjave in se mi zdi, da je cvetni prah oziroma njegovo dopolnilo v prehrani lahko
super informacija našim potrošnikom, da na tak način poskrbijo tudi za pokritje dnevnih prehranskih potreb po prehranski vlaknini, upočasnjuje tudi praznjenje želodca, pospešuje prebavo in seveda njeno uživanje je priporočeno tam 30 gramov na dan za odraslega človeka, ima tudi zelo majhno kalorično vrednost, tam znaša 8 kilojulov na gram oziroma 2 kilokalorije na gram in v bistvu prehranska vlaknina je dokazano, da zmanjšuje tveganje za pojav srčno-žilnih bolezni, tudi debelosti, sladkorne bolezni tipa 2, ki je v zadnjem času v velikem porastu, bolezni prebavil, tudi nekaterih rakavih obolenj, tako da v bistvu nekako zmanjšuje zadrževanje teh toksičnih strupenih produktov v našem črevesju in na tak način ima ugoden vpliv na naše zdravje, predvsem pa tudi vpliva na manjšo absorpcijo glukoze in maščobe v tankem črevesju, zato pravimo, da je cvetni prah tudi ustrezno hranilo za vse, ki se bojujejo sladkorno boleznijo tipa 2, bistveno ne vpliva na povečanje energijske vrednosti in predvsem zaradi tega je tudi to eno izmed ustreznih dopolnil v prehrani tudi ljudi s takimi prehranskimi potrebami. V nadaljevanju smo v preteklosti se ukvarjali tudi s proučevanjem cvetnega prahu specifičnega botaničnega porekla, predvsem kar se tiče te osnovne hranilne sestave. Proučevali smo cvetni prah pravega kostanja, oljne ogrščice, nekaj cvetnih prahov je bilo tudi da tako rečem, v manjši količini, ampak smo tako nekako naredili prvi vpogled v hranilno sestavo tudi recimo cvetnega prahu ajde, bršljana, trpotca. Tako da cvetni prah se, kar se tiče botanične vrste, med seboj seveda tudi razlikuje in razlike ugotavljamo predvsem vsebnosti maščob. Recimo, kakšen pravi kostan, oljna ogrščica sta beljakovinsko veliko bolj bogata v primerjavi z neko mešanico, tudi razlike se pojavljajo vsebnosti maščobe, prehranske vlaknine, tudi med posameznimi esencialnimi in neesencialnimi aminokislinami, pa tudi v celokupni skupni vrednosti aminokislin, recimo po vsebnosti skupnih aminokislin se je med analiziranimi botaničnimi vrstami najbolj izkazal cvetni prah oljne ogrščice, zato čebelarji velikokrat rečemo, ko se izobražujemo, pa so ljudje govorili, oziroma že naši predhodniki, da čebele doživijo zelo dober razvoj na oljni ogrščici. In v bistvu se mi zdi, da je tudi ta raziskava nekako pokazala, da v bistvu je osnova za tisti razvoj, gradnjo celic in tako dalje, predvsem izvira iz cvetnega prahu in njegove hranilne sestave, ki je, kar se tiče aminokislin, izredno bogata in seveda iz aminokislin se tvorijo beljakovine in na tak način tudi potem čebelja družina se boljše razvija oziroma dobi nek zagon. Razlike se pojavljajo tudi v vsebnosti elementov in ugotavljamo, da se cvetni prah v Sloveniji glede na makroregijo, recimo alpska, dinarska, panonska, mediteranska, med seboj razlikuje v določenih elementih in ravno tako so elementi tudi tisti, ki pričajo o tem, da se cvetni prah razlikuje po obdobju pridobivanja. Recimo spomladi v cvetnem prahu prevladujejo drugačni elementi, kakor poleti oziroma pozno poleti jeseni, tako da elementna sestava je ena izmed takih ključnih za markerjev, da tako rečem, tudi za botanično identifikacijo cvetnega prahu, geografsko, pa tudi časovno identifikacijo pridelave cvetnega prahu. No, v letošnjem letu smo začeli z eno novo raziskavo, že v uvodnem pozdravu oziroma da tako rečem, napovedi današnjega dogodka je bilo izpostavljeno, da je Čebelarska zveza začela tudi s proučevanjem funkcionalnih lastnosti v čebeljih pridelkih in v letošnjem letu smo prvič izvedli tudi raziskavo na cvetnem prahu in sicer
proučevali oziroma v cvetnem prahu smo določali vsebnost skupnih fenolnih spojin, antioksidativno učinkovitost, protimikrobno delovanje in elementno sestavo. Razlika izmed raziskav iz predhodnih let pa je bila ta, da smo v bistvu cvetni prah ločevali po barvah, da smo dobili določeno količino vzorca in želeli smo opredeliti vse te lastnosti za posamezno identificirano botanično vrsto cvetnega prahu, z namenom, da lahko potem v bodočnosti nekoč tudi potencialno izkoriščamo možnost pridelave enovrstnega cvetnega prahu in to apliciramo v prehranske potrebe ljudi, ki pač potrebujejo več neke določene snovi, ki je bi potencialno ta cvetni prah lahko tudi po izvedbi raziskav tudi vseboval. Pri tem nam vedno pomagajo čebelarji, tako da tudi med apiterapevti nas je večina čebelarjev, tako da če kogarkoli v prihodnjem letu zanima sodelovanje, bom zelo vesela, če pač razpolagate s kakšnim cvetnim prahom, ki menite, da je istega botaničnega izvora, tam nekje v količini 30 gramov, da se dogovorimo za sodelovanje. Prejmete seveda tudi rezultate in seveda tudi možnost primerjave z rezultati drugih vzorcev, ki so vključeni v samo raziskavo. Tako da po prvem letu raziskav vse te vzorce mešanice, ki smo prebrali po barvi cvetnega prahu, ki je bila najbolj zastopana v tisti mešanici in smo zbrali cvetni prah bršljana, ogrščice, javorja, regrata, iglavcev, njivsko greblišče, pravega kostanja in trpotca. Zdaj nekako največ vzorcev v letošnjem letu je bilo javorjevih, nekako je bilo letos tudi, kar se tiče medu in medenja, javorjevo leto, pa tudi spomladi regrat na travnikih je kar pogost in se da posledično dobiti tudi veliko enovrstnega cvetnega prahu regrata. Namen te botanične identifikacije je seveda naprej raziskava kemijskih lastnosti, poleg tega si bi pa želeli tudi nekako v naslednjih 2 letih, še ko traja raziskava, izdelati eno tako lestvico barv slovenskega cvetnega prahu, zato da bi tudi čebelarji nekoliko se znali orientirati glede koškov, ki jih čebele nosijo v panj, ker nikoli ni nujno, da samo ena barva predstavlja isto rastlino in potem se včasih lahko tudi majčken zavedemo glede samega izvora. Take knjige sicer obstajajo že v enem, mislim, da je angleška knjiga, ampak da bi bil pa prav slovenski cvetni prah, pa tega še nimamo in bi bila to tudi ena taka dobra zadeva, tako za čebelarje, kakor tudi za ostale, da vidimo, kakšno pestrost cvetnega prahu premoremo v Sloveniji, ki je potem seveda podkrepljena še s kemijo oziroma s funkcionalnimi lastnostmi. Ampak, kakor vidite, ta stvar niti ni tako enostavna, vidite, da že znotraj iste vrste obstajajo nekoliko različnejši odtenki, tako da včasih je ta karakterizacija kar težka in bomo na tem področju pač rabili čim več vzorcev, da je tudi pravilno okarakteriziramo. Naslednja lastnost, ki smo jo proučevali na vzorcih cvetnega prahu, je bila protimikrobna aktivnost. V bistvu na etanolnem izvlečku cvetnega prahu se je spremljala protimikrobna aktivnost proti 4 bakterijam, 200 gram pozitivne, 2 gram negativne, ene so čisto naključna naša normalna mikroflora, medtem ko nekatere izvirajo iz narave, iz zemlje, vode in tako dalje in lahko povzročajo kakšne težave, lahko se tudi prenašajo iz živali na ljudi in v bistvu na posameznem vzorcu je bila izmerjena minimalna inhibitorna koncentracija, ki je pripisujemo določeni bakteriji in tukaj z rumeno sem označila predvsem tiste, ki se mi zdijo bolj pomembne in neki nakazujejo neko dobro protimikrobno aktivnost, tako da nižja vrednost kot je, boljša je protimikrobna aktivnost, tako da vedno moramo gledati z tega stališča. Razvoj oziroma spremljanje protimikrobne aktivnosti v cvetnem prahu v današnjem času, ko je vse več nekih bakterij, ki ratujejo odporne na
antibiotike izrednega pomena za cvetni prah kot samo živilo in s tem lahko seveda samo pridobi na njegovem slovesu in dodani vrednosti. Ampak če pogledamo to tabelo, vidite, da recimo proti Staphylococcus aureus in Listeriji monocitogenes ima zelo dobro protimikrobno aktivnost cvetni prah bršljana, cvetni prah oljne ogrščice pa proti Campylobacter jejuni, medtem ko pri Escherichia coli so se pač pojavili zelo različni rezultati in so nakazovali enkrat na vzorec regrata, trposca in javorja, ampak je seveda potrebno opraviti večje število analiz na teh določenih botaničnih vrstah, da bi lahko z gotovostjo rekli, da je temu tako. Tako da največ vzorcev, ki smo jih v letošnjem letu pridobili, je bilo javorjevih in regratovih in tukaj smo lahko potegnili neke bolj konkretne statistične zaključke in ugotovili, da v bistvu cvetni prah regrata ima v primerjavi z javorjem boljšo protimikrobno aktivnost proti Escherichia coli in Listeriji monocitogenes. Naprej je sledila določanje vsebnosti skupnih fenolov. Vse te barve, ki jih vidimo v cvetnem prahu, so nekako fenolne spojine, predvsem cvetni prah vsebuje veliko flavonoidov, ki lahko delujejo tudi kot potencialni antioksidanti in v bistvu vsebnost skupnih fenolov nekako opredeljuje, mogoče v določenih primerih tudi nakazuje, kakšen bi bil lahko antioksidativni potencial, vendar to je tudi tako kot pri protimikrobni učinkovitosti lahko včasih zavajajoče. Tako da gledate samo tele povprečja, prve stolpce, vsebnost skupnih fenolnih snovi in antioksidativna učinkovitost, ki je v bistvu predstavljena kot koncentracija fenolnih spojin v reakcijski zmesi, ki za 50% zniža začetno vrednost radikala DPPH in tako kot pri protimikrobni učinkovitosti, tudi pri antioksidativni učinkovitosti, višja kot je vrednost, pomeni slabši antioksidativni potencial. In če tlele dobro pogledamo, oljna ogrščica ima kar eno izmed večjih vsebnosti fenolnih spojin in ima odličen antioksidativni potencial. Cvetni prah pravega kostanja, veliko fenolnih spojin, tudi zelo dober antioksidativni potencial. Po drugi strani cvetni prah regrata, niti ne toliko majhen vsebnost fenolnih spojin, ampak antioksidativni potencial je pa zelo slab, ker tele vrednosti so izredno visoke in recimo tudi v primeru cvetnega prahu iglavcev, ki ga je drugače zelo malo in težko dobiti, je vsebnost fenolnih spojin izredno majhna in antioksidativna učinkovitost je tudi izredno slaba. Tako da, če povzamem potem samo vzorce, ki imajo večje število primerkov, ugotavljamo, da javor in regrat glede vsebnosti skupnih fenolov se niti toliko ne razlikujeta, se pravi, je ta vrednost primerljiva, se pa potem pojavijo občutne razlike v antioksidativnem potencialu, ki je recimo pri javorju veliko boljši kot pri cvetnem prahu regrata. V cvetnem prahu je bila določena tudi vsebnost elementov. Že prej sem povedala, da je cvetni prah izredno bogat z različnimi elementi, od kalija, fosforja, žvepla, kalcija, klora, železa, mangana, cinka. Izredno pomembni elementi za delovanje našega organizma in v povprečju smo ugotavljali, da v bistvu cvetni prah javorja vsebuje več kalija, fosforja, kalcija, žvepla, železa, mangana in cinka v primerjavi s cvetnim prahom regrata. Tudi ostale vrste so nekako nakazovale zelo različne vsebnosti, se pravi, kakšna je ta vsebnost elementov je odvisno od botanične vrste, tipa prsti, geografskega območja in tako naprej. Je pa seveda NIJZ se mi zdi predpisal tudi priporočene dnevne odnose elementov pri odraslih in v bistvu nekako, da omogočimo normalno funkcioniranje našega organizma, moramo zaužiti tudi določeno količino elementov. Za nekatere elemente obstajajo ocenjene vrednosti za priporočen vnos oziroma ocenjene vrednosti za minimalni vnos, medtem ko za nekatere so pa opredeljeni kar priporočeni dnevni
vnosi. In recimo na podlagi dosedanjih študij smo nekako tudi povzeli in opravili, koliko priporočene dnevne količine po določenem elementu lahko pokrijemo, če uživamo cvetni prah pravega kostanja, oljne ogrščice, navadne ajde, predvsem je pa tale v okvirčku pomembna zadeva, ker v Sloveniji v več ali manj uživamo večvrsten cvetni prah, kar pomeni, da je tudi ta sestava lahko izredno raznolika, kakšne so nekako priporočene dnevne količine po teh elementih. Zdaj nekaj zadev tudi statistično naprej opredeljujemo. Recimo tukaj multivariatna analiza kaže, da nekako vzorci javorja, bršljana, oljne ogrščice se nekako združujejo bolj skupaj, ker so bolj bogati po cinku, železu, medtem ko cvetni prah iglavcev, trpotca, regrata, tudi v literaturi velja za cvetni prah, ki ni najbolj, da tako rečem, hranilno bogat, ne za čebele, izstopa po vsebnosti klora, broma, medtem ko cvetni prah pravega kostanja, potem kombinacije ajde, detelje, njivskega greblišča, izstopa po kaliju, kalciju in magneziju. Tako da jaz mislim, da bo čez 2 leti ratala tudi ena zelo zanimiva zaključna raziskava glede slovenskega cvetnega prahu in seveda upamo, da bo pač prispevala tudi k napredku slovenskega čebelarstva, predvsem pa, da bomo lahko apiterapevti in čebelarji ponesli tudi v javnost funkcionalne lastnosti našega cvetnega prahu. Tako da moj zaključek vsekakor je, da je cvetni prah s stališča prehrane izredno hranilno živilo, ki vsebuje tudi vrsto funkcionalnih spojin, ki so definitivno koristne in potrebne v naši prehrani za nekako vsakodnevno premagovanje vseh teh naporov, ki so nam nekako položeni na ramena. Tako da jaz se vam bi ob tej priložnosti zahvalila za pozornost, kakšna dodatna vprašanja